Jep, 5 generacij in več kot 25 let je Toyota rabila, da je iz tega avta nastal tale. Če je bil prvi Prius grdi raček, je zdaj postal pravi labod. Ni več tiste oblike, ki je bila praktično vsem podrejena aerodinamiki. Sej je še vedno zelo učinkovita, ampak so Japonci pokazali oziroma dokazali, da je lahko hkrati tole še zelo privlačen avto. In novi Prius 5. generacije to je. Ampak gremo po vrsti. Evo, Prius 1. 1,5 litrski bencinski motor, sistemska moč 58 konjev. Raketa. Je pa ta model za znamko še kako pomemben, ker je bil prvi serijsko proizvedeni avtomobil na hibridni pogon. Na svetu, jasno. In z njim se je Toyota postavila na zemljevid kot znamka, ki proizvaja hibride. Ja, po vsem svetu je do danes proizvedla že več kot 23 milijonov elektrificiranih vozil in med njimi je tudi več kot 5 milijonov Priusov, hibridnih in priključno hibridnih. Zakaj poudarjam priključno hibridnih? Ker bo novi Prius v Evropi na voljo samo še kot priključni hibrid, ampak so podatki več kot privlačni. Če mogoče začnem pri moči, ki bi sicer morala biti pri takšnem avtu najmanj pomembna postavka, ampak vseeno, ker 164 kW ima sistem, to je po domače 223 konjev. Ja, v bistvu s tem sledi dinamični obliki. No, sama motorja imata 112 kW, to je 152 konjev, govorimo o 2-litrskem benzinskem motorju, ki ima 41% termično učinkovitost. Novi sprednji elektromotor pa jih ima še 120, to je 163 konjev in je bistveno bolj odziven. Se res pozna na cesti teh 100 konjev več, do 100 pospešil samo 6,8 sekunde. No, tista bolj pomembna stvar pa je mogoče baterija. Tukaj ima neto 13,6 kvure in v samo električnem načinu obljublja v idealnih pogojih 86 km dosega. Ja, to se sploh ne sliši slabo. Litij-ionska je in nameščena pod zadnjo klop. Zraven so dodali še opcijsko streho s sončnimi celicami, 185 W je njena moč, zato je sicer treba doplačati, ampak ob finem sončku, kot je zdaj recimo naredi do 8,7 km dodatnega električnega dosega na dan in po novem baterija polni kar direktno. Če bi bil avto recimo nekje parkiran dober teden dni, bi se verjetno vmes že kar napolnila. Hvala, sonček. Poraba pol litra na 100 km po VLTP je dosegljiva, če ga ne boste vozili daleč in ga boste seveda skozi prid napolnili. Še najbolj pa razočara vgrajeni polnilnik samo 3,3 kW, ampak bo ziher kasneje prišel še bolj zmogljiv, če so se že pri novem CHR pohvalili, da ima 7 kW. Teli podatki so še bolj zanimivi, če imate radi številke in ker veliko povejo o novi obliki. Od prejšnjega je novi kar za 5 cm nižji, zato ni več tak balonček. Obenem je tudi za slabih 5 cm krajši, vseeno pa je medosna razdalja spet za 5 cm daljša, zato je kabina vseeno prostorna. Tukaj recimo sedim sam za sabo, pa imam čisto dosti prostora za kolena. In tudi prtljažnik je celo majčkeno večji kot prej. 284 litrov se seveda ne sliši veliko in tudi ni, ampak v praksi tako pač je pri priključnih hibridih, ker je treba nekaj stlačiti tudi veliko baterijo. Platišča so pa lahko do 19-palčna. Mustard se imenuje tale barva, gorčica ali pa zev po domače, ni važen. Meni se zdi sicer bolj takšna rumena in Prius z njo res cool izgleda. Je pa za svojo obliko že dobil nagrado Red Dot Design. Večino časa boste pa seveda preživeli tukaj, kjer so imeli za osnovo minimalizem. Seveda so ohranjali tudi kar nekaj gumbov, da jih ne boste preveč iskali, pa tukaj pred mano je takšen fin majhen volanski obroč, 350 mm meru premeru. Spredje je pa 7-palčni zaslon z digitalnimi merilniki in je postavljen tako majčkeno nad obroč, da boste fajn videli nanj. Ja, Prius je postal po novem majčkeno bolj imidž avto in bo pri nas na voljo samo kot priključni hibrid. Ocenjujem, da bo osnoven tam okoli 45 €, sam ne me za besedo držati zaradi tega, ker je to vse, kar sem uspel zvedeti zdajle v sredini junija. Prodajati se pa začne konec poletja.